Fun fact, ne, jaz sem se 3-krat prijavila, v tretji so me sprejeli. Pol mi je pa tu vse šlo pač na živce, ker je bila vsaka druga ženska ali rjava ali blond. Hočem imeti stvari drugače. Jaz obožujem avte, tako da imam doma svojo Hondo, ki je v predelavi. To je ta ena ljubezen, ki mi požene kri po žilah. Če smo v Novem mestu, itak da čudno ljudje pogledajo, ko smo sami kmečki ljudje, ne. Iskreno, hlev je bil hotel 5 zvezdic. Pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi podcasta Dolenjski list. Danes je z nami posebna gostja, ki jo večinoma poznamo iz letošnje sezone Kmetije, kjer je dokazala, da ji nobeno delo ne pride do živega. Z nami je Alenka Weiss. Alenka, živjo in dobrodošla. Ojla. Kako si, kaj in kaj trenutno počneš? Vroče mi je, ker je zunaj toplo. Trenutno pa počnem ni stvari. Delam, strižem, snemam, veliko stvari. Vse kukar na kmetiji. Ja. Zdaj, ti si rekla, da si odraščala na kmetiji, ne? In zdaj, kaj je bila tista prva stvar, ki si se jo kot otrok naučila delati? Po mojem prva stvar pa grabiti mrvo, pa voziti traktor. Pa ti je bilo kaj od teh opravil, pač ko si bila mlajša, ne? Ti je bilo kaj tako muko delati, recimo, da se ti ni dalo, ali pa kaj, ali si vedno bila tak polna energije pa za delo? Ne, to mi je šlo zmeraj ful na živce. Karkoli je bilo treba pomagati, sem bila tako, ne, spet kaj. Zakaj moram jaz to? Ampak pol vidiš, ko malo bolj odrasteš, ti pride ful stvari prav. Tako da je prav, da so me mami pa oči poterala, da sem šla na njivo pa malo pograbiti, ali pa če sem bila zraven, je bilo že nekaj, si že vidiš, si zapomniš stvari. Tako da je bil pa največji problem po mojemu najstništvu. Puberteta, takrat je pa itak vse na glavo obrnjeno, nič ti ni prav, ne. Pa ti pridejo zdaj te stvari kaj prav, ko si se jih pač naučila, ali kako bi rekla? Vsaka stvar pride prav, kar se naučiš. Pa če je tu samo neka malenkost. Mrskaš, kako da rečem, ja. Nekateri ljudi tudi ne znajo dandanes pomivati posode na roke, ker je pač pomivalec in vse to, tako da vsaka malenkost pride prav. Če ne zdaj, pa pol kasneje. Poleg frizerstva ti tudi rada kuhaš, ne? To smo tudi na kmetiji videli, pa pečeš in šivaš. Zdaj, je kaj še, kaj nismo videli, da rada delaš, pa da ti je ful pač všeč, ali pa kaj? Jaz obožujem avte, tako da imam doma svojo Hondo, ki je v predelavi. Hodim na avtošobe, kar mite, tako da to je ta ena ljubezen, ki mi požene kri po žilah. Sploh, ko je kakšen auspuh in vse, sploh kot rihtanje, sorry. Kaj bi pa rekla, da je tak tvoj sanjski avto? Moj sanjski avto je definitivno Honda NSX. Japonc. Ja. Pol si tudi gledala te filme, ne vem, kot so Hitri in drzni, pa to verjetno. Ne enkrat, po mojem enkrat ali pa dvakrat na leto ziher gledam, ker nikoli se jih ne morem nagledati in to je pač film, ki ga moram gledati enkrat na let ziher. Zdaj ti imaš ful tak poseben stil, bi rekla, ne? Recimo, prepozna se te po tvoji barvi las. Kako to, da si se sploh odločila, recimo, pač da boš imela modre lase? Jaz sem hodila na frizersko, tam sem bila rjava, temno rjava, blond sem bila tudi. Pol mi je pa tu vse šlo pač na živce, ker je bila vsaka druga ženska ali rjava ali blond. In sem rekla pač, jaz sem tak karakter, da hočem imeti stvari drugače. In sem najprej bila vijolična, pa sem bila vijolično rumena, vijolično zelena, vijolično pinki, samo vijolična, pol sem bila vijolično modra in iz vijolično modre sem prišla na modro. Zanimivo. Zdaj, tudi imaš tetovaž veliko, to sem videla. Kaj so recimo doma rekli, ko si prvi tatu dobila? Ker se mi zdi, da ponavadi starši so kar jezni glede tega. Ne vem, kako je bilo to? Ja, mami pa oči, bolj je bil oči proti, ampak jaz sem rekla, lej, si jaz nosim, jaz si ga bom plačala, itak pa počasi odraščam, tako da
ko pride prvi, pa pride za drugi, tretji, četrti in pač zdaj nimajo več, kaj tak zdaj na svojem živim, tako da so že navajeni vsega hudega. Pa se ti zdi, da si bila mogoče kdaj tako izpostavljena, ne vem, ker si bila recimo bolj drugačna od drugih, ko si rekla, da imaš ti svoj stil pa vse. Ker se mi zdi, da zdaj pač ljudje ful izpostavljajo, če nekdo drugačen ima nek svoj stil pa tako. Mogoče kakšne 3 leta nazaj, ko si bil drugače pobarvan ali pa imel več tatujev po piercingov, so te definitivno bolj drugače gledali. Ampak zdaj je odvisno, če smo v Novo mesto, itak da čudno ljudje pogledajo, ker smo sami kmečki ljudje, ne. Ljubljana je pa to itak navadno, bolj ko si drugačen, bolj si zanimiv, tako da se to vse uravnava. Kako pa ti kaj tako najraje preživiš svoj prost dan, ko recimo nimaš službe, pač ko si pač prosta čist? Definitivno delam kakšne kitke, ali pa mogoče prej sem ful za pesnice delala, ker hodim na rejve in pol na rejvih to ljudem, ki jih spoznam, jim podarim in pol imajo tudi nek spomin. Sicer teh zapestnic je ratalo preko 500, če ne več. Sicer se ne spomnim, komu vse sem dala, kakšni sem tudi po 2-3, ker se vsak rej vidimo. Ali pa kakšni, ne vem, piškoti po zimi, ki je mrzlo, se jih peče, pa je daljša noč. Drugače pa grem spat. Definitivno grem spat, ker že ponovadi cele dneve delam in mi manjka spanc. Kako pa to, da si začela sploh na rejve hoditi? Ne vem, kako ti je to? Definitivno, ja. Od majhnih nog, mislim, od rečemo pubertete, me je zmeraj elektronska muzika zanimala in pol se je to nadaljevalo in eventi so začeli prihajati v Slovenijo, pač in ne vem, hodim zdaj redno na Harbice, tam sem vsak event. Pač z enim se začne, z drugim in pol tudi ljudi tam spoznaš, vsi so ful prijazni. Če ti je, ne vem, slabo ali pa karkoli, si žejen, lahko komu rečeš, pa ti gre kupiti, pač tako vsi se tam tako, res je čisto druga dimenzija kot navaden klub. In to meni je pač ful pri srcu, ker pač si pomagajo. Jaz ful ne maram, da se kdo krega, da se kdo tepe, čim dlje od tega. In mi paše to na rejvu, ke so prijazni, no. Pa si bila samo tako tule pri nas v Sloveniji na rejvih ali pač tudi v tujini kaj? Bila sem v Zrčah, ke je bil Velknipt, tu sem bila 2 leti nazaj, leto pred kmetijo, ja. Pa bila sem na Seastaru, tudi tisto leto, mislim, da. Mislim, da se bi dalo še kaj najti, se ne spomnim. Kaj pa tako v Nemčijo, tam je ta scena ful, se mi zdi, da razširjena. Ja, Berlin, Amsterdam, to so tudi želje. Pa Budimpešta, tu so tudi. Največ to organizira Velknipt. Tu enkrat bo. Čez čas, ne? Ja, ko bo čas. Kaj bi pa tak glavni razlog, da si se ti sploh na kmetijo prijavila? Pač, kako si se odločila to? Fun fact, ne, jaz sem se 3-krat prijavila. V 3. so me sprejeli. Hvala Bogu. Pač vsako leto, zdaj do zdaj? Ja, tako 3-krat zaporedoma. Itak jaz sem na kmetiji odraščala, to sem od majhnih nog tudi gledala in me je ful zanimalo, kako vse poteka, če je res tako naporno, če se res toliko dela, če si res lačen in pač jaz sem se prepričala na svoji koži, da je to čisto vse res. Pa kako je to sploh izgledalo, ko so te poklicali, si mogla iti na kak ta casting ali kako je to sploh? Ja, oni, ke zbirajo, pač te pokličejo, pa pol se oni sami odločijo, kako pa kaj, če si primeren, če nisi. Kako so pa pač tvoji domači, pa tvoj fant, ko si omenila, da ga tudi imaš, kako so oni sprejeli to tvojo odločitev, da greš na kmetijo? Ja, mislim, moj brat drugač je bil pobarvan že na zeleno, je bilo že tu šok. Fluorescenčno zeleno, no. Jaz sem pol vse možne barve imela na glavi, tatuji, piercingi. Ja, pa sem povedala za kmetijo, pač so bili šokirani, mislim še kar ne ful, ampak so bili, pač bomo že, ne. Fant je pa itak pač, kaj če je sprejel, podpiral me je skozi, tako da vsi so v bistvu dobro sprejeli to.
Pa ti je bilo težko brez njih, pač tam, da nisi bila v kontaktu z njimi. Ja, to je bilo noro. Jaz sem ful navezana na svojega fanta, on name, tudi da se nismo slišali, je bilo kar naporno. Glede na to, da skupaj živimo že leto pa pol, če ne več, je bilo tako čudno, ful. Kako je bilo pa, ko si prišla nazaj, so bili veseli, verjetno zelo ne? Ja, ko smo prišli iskat, sem pričakovala, dobro, okej, bo prišel fant, mogoče še kdo zraven, prišli so s 4 avti, vsi so prišli komplet. In so me presenetili ful. Zdaj, velikokrat si bila ti tudi pohvaljena za svoje delo na posestvu, ker si dejansko skozi delala, tudi nisi se v te drame noter vpletala. In ti je bilo to pač delo v veselje ali si pač jemala to kot neko dolžnost, ki si jo mogla narediti? To mi je bilo v veselje, pa tudi hitreje čas mine, če ti nekaj delaš. Če grem jaz spat, itak te bo nekdo zbudil in mine, ne vem, pol ure in pač si samo tečen. Saj jaz, ko se zbudim sred popoldneva, da sem spala, sem pol tečna. Hitreje minil čas, pa zakaj ne bi delala, pokazala kakšno stvar, če jo znam, pa koga kaj naučila. Kako pa je sploh v bistvu tam biti? Pač imaš občutek za čas, pač veste sploh, koliko je ura tam ali pa kaj, ali v bistvu nič ne povejo? Ne, tam ne veš, nekjer dan je, koliko je ura, nič ne veš, ti se sem pač zjutraj zbudiš, zrihtaš živali, pa delaš do teme. Pač. V bistvu je bilo meni ful dobro tu, ker ti si prišel tam, si delal, dobil si tržnico, nisi imel telefona, kar je bilo meni raj. Pač meni je brez telefona biti ful dobro. Nisi imel obveznosti, nisi imel vedel, kaj se drugje dogaja, kaj se tam dogaja, tretjo in pač imel si delo, da boš naredil nalogo, da boš jedel in to je to. Vsaj pri meni. Ker drugi sotekmovalci so bili meni čisto nepomembni členi in se z njimi nisem sploh ukvarjala. Ker sploh nisi bili zanimivi, pač ne vem, zakaj bi se jaz z njimi kregala, če ni to potrebno. Pa kako je pa sploh bilo, ko so bile kamere vse posod, ali je bilo kje, da jih ni bilo, pač kako je sploh to, ko te nekdo skozi snema? Pa prvi teden je tako malo čudno, kamera pride, kaj zdaj to. Pa se pa navadiš, je pa pač okej. So pa itak tiste kamere, ki so prišraufane, so tudi zaradi varnosti, če karkoli pride, da pač nisem tu za posnet, kaj se dogaja, ampak tudi zaradi naše varnosti. Tako da se navadiš. Jih spregledaš, tako po domače rečeno. Pa ti je še kaj tako manjkalo domačih stvari, ko si bila tam? Pač zdaj, če ne štejemo telefona, to si rekel, da ti je pač bilo fino, ampak še kaj drugega tako? Od stvari? V bistvu ne, ker sem imela itak svoje mašince, škarje s sabo, to je to, kar sem nucala in ko sem strigla svoje sotekmovalce, sem se jaz sprostila, malo na off dala in pač mislim, da sem kar ta prava stvar s sabo vzela. S katerimi sotekmovalci se pa tako najbolj razumela, da si bila z njimi najbolj povezana? Pa tam nekje na sredini, mogoče malo prej, smo se dobro zaštekala z Gregorjem, z Francom, z Urško, z Žanom tudi, ker smo bili skupaj v hlevu. Tako da tu, dobra Ema je, kakor veter zapiha, pustimo njo, ona se je zaljubila, čeprav je rekla, da se ne bo. Z njo se sploh nisem pol ukvarjala, sem mislila pač, da bo ful bolj z mano se ukvarjala, oziroma je z njo, ampak pol se je ona zaljubila in je bilo to. Pa kaj ste se vi od prej že poznali, preden ste šli v šov? Nismo se poznali, vedeli smo pa eno za drugo, kdo smo. To je pa tudi to. Ja, zdaj je bilo tudi neki, pač to smo zdaj v šovu noter videli, da je ima neki pač z Gregorjem, da sta vidva nekaj imela, da so bili pol neki problemi doma. Kako na to gledaš? Ema nima pojma, kaj govori. Ona, ko nekaj sliša, ona kar naprej začne govoriti, a se sploh ne pozanima, če je to res ali ni. Tako da ima pamet v glavo. Tiho bo drugič, ne goflej. Pač fora je, da Gregor ima otroke in vse in pač ona je začela kar nekaj govoriti in pač itak, da je to njegovo punco prizadelo, tako kot mojega. In jaz, ko sem prišla ven, sem slišala to, sem tako, kaj, prosim. Pač jaz sebe vržem celo v ogenj,
če je to res, ker pač ni res. Pač zaradi tega je rad malo problem, ampak moj je dosti razumljiv in ve pač in me pozna, tako kakor od Gregorja punca, pozna njega, ima otroke, ve, da tega ne bi naredil, tako kot jaz, tako da je bilo to čist neka laž. Pa se zdaj tudi razumeta z Gregorjem, pa z pač njegovo. Ja, punco. zanj smo bili na premieri, smo se s punco spoznali končno, ful se dobro razumemo, več se v bistvu zdaj z njegovo punco pogovarjam kot z Gregorjem. Kako ti je pa sploh pač bilo, ko so vsi taktizirali skozi, pa ne vem, bili nekako zahrbtni tam. Pri tebi smo videli, da v bistvu nisi nič taktizirala, si bila v bistvu ti dejansko. Ja, pa zakaj bi jaz taktizirala, če so drugi za to? Ja. Pač jaz sem delala, puste me na mer, če se bo pa kdo spotaknil vame, bomo pa že rešili. Pač nisem noben spotikal vame. Zakaj bi se ukvarjala s tem, če lahko druge stvari naredim? Zdaj na koncu se ti je polfinale pač za las izmuznilo, ne, ko si pač z Janom tekmovala. Pa si bila razočarana, pač, ker si šla domov, ali si bila obenem pač ponosna na sebe, kaj si naredila, kako dolgo si dejansko prišla v šovu sploh? Dejansko sem bila ponosna, koliko časa sem bila noter, ker sem mislila, dobro, ajde, 2-3 tedne ali pa, ne vem, 30 dni max, pol sem bila skoraj do konca. Sem bila ponosna, ker sem tudi pokazala neki Marjani na kavču, da punca z modrimi lasmi, piercing in tatuji zna lahko veliko več, kakor neka punca, ki misliš, da zna vse. Mislim, zna veliko. Če sem pa izgubila proti Janu, mi je pa bilo čisto vse. Nisem bila tudi tisti teden sploh prisotna z glavo pač v kmetiji, ker sem pogrešala ful fante. Pol si bila obenem kar vesela, da si šla lahko Ja. domov. Ja, tako kot sem rekla, pač ja, si sem rekla, da sem vesela, ker grem lahko domov, ampak ful sem tam se pokazala v areni, da ne znam nič, ampak mene so že vsi zdali. Pa kaj, pač zaradi tega, ker ti je bil dvoboj prvi, ali zakaj? Ne, po mojem tu, ker sem ful razmišljala, da grem domov. Kaj vem, da je tudi Franc je tudi rekel, da se nisi potrudila, da si takoj obupala, nekaj takega je rekel. Zdaj, kako na to gledaš? Ja, rekel je, da se nisem borila, ja. Jaz nisem bila prisotna z glavo. Borila sem se, samo možgan ni delal. Kako pa gledaš na to celo izkušnjo pač s kmetije? Bi to ponovila, ali si se kaj naučila novega iz tega? Naučila sem se glede dela kovati žeblje. To je kar zajebano, ne. Vsaka čast kovačem. Jaz ni šans, da bi to delala. Izkušnja na kmetiji je bila ful lepa, definitivno bi jo ponovila. Sem ne zdaj, mogoče kasneje, ne vem, bomo videli. Mogoče pa presenetim. Pa da bi se kaj kot izkušenj zaradi zaupanja ljudi, mogoče tu se nisem naučila, zato ker tisto je igra in ne spoznaš človeka tako, kot je v realnem svetu. Tako da pač tu sploh nisem štela. Kako se pa sploh soočaš zdaj s to prepoznavnostjo, ko te pač ljudje zdaj poznajo, te kdo, ki je ostal, se hoče slikati s tabo, kako je to? Drugače so plusi in minusi. Pridejo ljudje, pač otroci, ki prosijo za slikico, lepo, pridejo pa pač kakšni, kdo zmagal, pač ne živijo, ne nič, ono tretje, nekateri so ful nevljudni. Ampak je pa ful pozitivnih, tako. Tudi starejše kakšne gospe mi dajo roko, svaka čast, bravo, si nas presenetila, ono tretje. Tako da sama pozitivna stran tega, no. Ker tiste slabe stvari si jaz ne želim spomniti in so mi nepomembne. Zdaj, na kmetiji se pač večinoma kuhali s temi osnovnimi sestavinami, a ne? Kaj si dobila kakšno novo idejo za kak recept tam, ko ste mogli pač s tem delati? Kaj ste imeli? Pa da bi dobila neko bombo recept, to ne, ampak se pa da nahraniti 15 ljudi z, ne vem, 1,5 kila moke in vodo.
Pa je bilo težko, ko niste imeli hrane, zdaj tudi mesa niste imeli na začetku. Nekaterim je bilo to ful težko, ampak jaz tudi v realnem svetu ne pojem neki ful mesa, jaz ga sem za okus, mogoče kdaj kakšen steak, da mi res zapaše, sem čisto normalno lahko zdržala, ne vem, nič takega. Pač sej, tudi če greš na post, imaš post 40 dni, ne samo 20 dni, ne. Tako. Kdo te je pa naučil peči kruh, ker si ga ful pač pekla in vsi so ga ful hvalili, da je dober. Zdaj je pač kakšna skrivnost, da je tako dober ta kruh ali... Kruh kruh me je naučila mami peči. Mislim, da sem bila stara po mojem 10 ali 12, neki ta čas. Zakaj je dober? Ali kako? Ja. Po mojem, ke ga pečem z neko ljubeznijo, pa tudi na kmetiji so bili malo bolj lačni, pa je bil zato še malo bolj dober. Ampak ni pa slab, vsi ga tudi tako v realnem svetu pohvalijo. Niso pričakovali, da je tako dober. Ampak ni nič posebenega, pač kruh ko kruh, vsaj zame, no. Tako. Pa bi se kdaj še prijavila na kak podoben šov, kakor je Kmetija, ko so pač tle pri nas? Ja, mislim, nimaš ful opcij, imaš Masterchefa, Ljubezen po domače itak ne, Sanjski moški sploh ne. A imamo še kaj? Zdaj pa ta Love Island. Love Island še bolj ne, ker to meni se sploh ne da. Meni je bolj zanimivo, da se nekaj dela, da se lahko kaj nauči. Tako, mogoče kakšen najde Masterchef, tam moraš imeti malo več izkušenj in znanja o sestavinah. Jaz imam neke osnove. Kaki so pa kje načrti tvoji za pač prihodnost? Ne vem, rekla si, da se s frizerstvom ukvarjaš, bi imela svoj salon frizerski? Mislim, da bo prišlo vse ob svojem času. Mogoče tudi kakšen salon, ampak to ne bi bil navaden salon, pač bil bi moško striženje, kitke s podaljški, ker tega v Novem mestu ni, tako da bi po mojem kaj na tu. Plus, ne vem, depilacija. Imela bi ful omejeno stvari, kaj bi imela, ker če imaš preveč stvari, ne moreš delati to kvalitetno. Kako se je bilo pa navaditi, ko nisi imela zasebnosti? Tako se mi zdi veliko na kmetiji, ne? Pač kakor smo že prej rekli, ke je bilo kamer veliko, pa tako. Ne vem, na primer za tuš, jaz sem se pač po tuš sem šla ful pozno, ker itak tam smo imeli neki bojler, da je bila topla voda, so se vsi takoj stuširali, jaz sem počakala, da se je spet segrela voda, sem se ful pozno, ne vem, polnoči tuširala. Če si pa ti rabil res konkretno zasebnost, si pa, ne vem, smo imeli v kopalnici tisto zaveso in pač si šel v banjo, si mogel pač, ne vem, se preobleči, karkoli. Si rekel, da pač noben ne hodi v kopalnico in je bilo to vse se da pač zmeniti, smo pač ljudje tudi tam te osnove pa le vemo. Kako je bilo pa spati v pač sobi, ko vas je bilo na začetku, vas je bilo ful veliko, ne? Koliko, po 10 ali v eni sobi? V eni sobi tam 5, 6, 1, 2, 3, 4, ja, 5. 5 ali pa 6 nas je bilo, ja. Ampak itak na začetku 4 grejo dol, tako da se to ful pozna. Po mojem prve tedne je tako, ne veš, kdo kje smrči, pol se pa že prestaviš tam, ke ti bolj paše, da ne smrčijo, pa tako. Kako je bilo pa v hlevu? Iskreno, hlev je bil hotel 5 zvezdic. Pač tam je bilo najbolj spati. Vsaj meni oziroma tudi, ne vem, Žan, Franci, Žiga, tu smo pač, mi smo se tam najbolj naspali. Ne vem, ali je bilo zaradi arome ali česa. Ampak ne, tam, ne vem, tista mrva se tako malo po tebi naredi, prilagodi, malo te žuli, pa se malo prestaviš, pa malo je mrzlo. Ne vem, meni je bilo tam najbolj spati. Se navadiš, mogoče prve 2, 3 noči ti je hudo, mislim, ti je tako malo čudno, ampak je dobro. Ni tako grozno, ko vsi govorijo, mrva, hlev. Tam je luksuz. Saj so vsi rekli, da je tak mir dol, ni nobenega Ja, kreganja. ja, pa mir je. Pa pač tam je samo hlev in ko gremo vsi spat, gremo vsi spat.
Ne pa tam ena soba govori, druga smrči, tretja bi pa spala, ne. Tam se pač, malo bolj prilagodiš lahko, no. Pa s kom pa ti je bilo tako najslabše spati, recimo, da je najbolj smrčal, da nisi mogla sploh? Nisem spala v tisti sobi, sem pa slišala definitivno Dejana. Dejan pa Igor je smrčal, pa Aleksandra. Te trije so bili hardcore smrškoti. Če bi mogla zdaj izbrati en najlepši trenutek s kmetije, kjer bi bil to? Zdaj tudi, da sem šla domov, to ne moram reči. Tu, ko sem tudi rekla že na izjavi za kres, ko smo bili res vsi skupaj, ko smo dobili od Dojka prvo meso, kres smo imeli, oblečeni smo bili tako, ko, ne vem, malo hecni, ampak je bilo ful lepo, tisto mi je bilo po mojem najlepše od vsega. Pa si pač zdaj prej si rekla, da si z Gregorjem še povezana, da z njem greš, pač greste skupaj kdaj ven, a ne? Je še kjer od tekmovalcev, da si pač v stikih še? V stikih sem z dostimi, Urška, Jan, Žan, pač Ema, itak, ko so v mestu. Koga imamo še? Dino legenda, diva. Z njem se dostikrat slišimo. Koga imamo? Zdaj pa sem pozabila, ja. Kaj pa s Francem? Ja, s Francem se pa slišimo po telefonu. Si pa ne tipkava, se pa slišimo po telefonu. Moramo se pa tudi spet kaj videti. Sicer zdaj ima spet ful dela, ko ima mrvo, nima cajta, ampak bom ga dobila zvečer, če ne drugače. Zdaj veliko ljudi ima pač neko željo, pač ali se preizkusiti v tem šovu, a ne, sem si ne upajo pač stopiti iz te cone udobja svoja, ne. Kaj bi jim ti svetovala? V bistvu sploh ni nič takega kamera ko kamera. Tako, ko imaš ti telefon v roke, se navadiš kamere. Saj v bistvu ti, ko imaš telefon v roke, imaš tako s kamero v roke. Tako da je čisto normalno, pol se navadiš in na ljudi, to je, kot da bi v neki majhni vasi živel, ampak vsi spite v eni hiši in eni v hlevu. Nič takega, če se mene vpraša, ni to zdaj wow. Ampak pol mogoče pride do ljudi nek strah, kako bom pa jaz padel na televiziji. Če si ti to, kar si na kmetiji, boš tudi tako izpadel na televiziji. Ker ne morejo oni, ne vem, da to je AI pa da kar nekaj naredijo. Pa se tako kdaj, ne vem, na TikToku, Instagramu vidiš kakšne posnetke od sebe na kmetiji, a ne? Ti je čudno sebe gledati, ko pač... Na primer, ko je prvič prišla kmetija, pač prve epizode ven, mi je bilo tako čudno, ono tretjo. Ampak pol se navadiš in svojega glasa in kako izgledaš in vse. No, to bi bilo to. Hvala, ker si vzela čas za nas. Seveda. Da smo te lahko še malo bolj tako spoznali. Vam gledalcem hvala za vašo pozornost in se gledamo naslednjič. Čau.